Sama hiša je 10x10 metrov, ima pa 2 etaže. S tem, da je dograjena mizarska delavnica v merah 16x8 metrov. Tako da je tudi ta del ogrevanja ločen. Je sistem podprt z 2 črpalkami, ena za stanovanjski objekt, ena za delavnico. Kadar je delavnica v pogonu, se zadeva uporablja. Sam objekt ima samo termopuc-izolacijo, 3 centi. Če bi zadevo še, da bi še 8 centi dal stiroporja gor, pa novo stavbno, bi verjetno še za kakšnih 30% pridobil. To bo pa verjetno tudi čez kakšne par let. Zakaj sem se odločil za Kronoterm? Jaz sem zadevo spremljal že dlje časa, preden je prišlo do te odločitve. Zadeva me je prepričala glede na strokovne pa recenzije okoli Kronotermove, sploh ta nova me je malo fascinirala. Tako da sem se pozanimal v strokovnih krogih, v literaturi in tako sem leta 2020 se odločil in smo zadevo realizirali. Same stroške sem prepolovil, glede na to, da je objekt starejše gradnje, so radiatorji še klasični in kljub temu sem z rezultatom in z sistemom, tako kot je, zelo zadovoljen. Tudi mogoče, zakaj sem se za Kronoterm odločil. Ker sem lokalpatriot in če ocenim ali pa spoznam, da je zadeva kvalitetna, dost tehnološko napredna, nimam zadržkov, da ne bi imel domačo znamko. Pa tudi zaradi servisiranja, pa tega mi je lažje. Lažje je do žalca priti v 1 uri, pa se lahko hitro zmenimo, če je potrebno. To mi je ena prednost, med drugim. Mislim, da je lažje skomunicirati, pa reference so dobre, tudi vidim zunaj, fino. Zaenkrat nimam pripomb. Priporočam. Predno sem se odločil, če za Kronoterm, jasno sem tudi konkurenco malo pogledal. Imel sem 3 monterje, 3 dobavitelje. Ta prvo mi je odvrnil že malo odnos. Recimo, če pride predstavnik na objekt, zadevo pogleda in ti obljubi, da bo zadevo, kakšna je finančna konstrukcija, sporočil v 14 dneh, pa da ni odziva, to se mi že v štartu zdi neresno. In s takim moja praksa je tako, da s takim hitro odneham. Sem pa Kronoterm že dlje časa sledil, tudi njihov razvoj, že kako in kaj, in sem imel dober občutek. Tudi takoj kontakt, ki je bil odziv, strokovni pristopi, tudi monterji, tako iz matične tovarne. Zadeva je zelo elegantna, brez stara ogrevalne naprave, lepo demontirane, fanti lepo strokovno zmontirali, tako kot šika. Enostavno zadovoljen sem. Demontaža je bila v enem dnevu fertik, potem sem bil jaz na sceni, ker je potrebno bilo sam prostor malo updatati, malo prekitati, prebeliti. Za samo montažo so pa fantje, mislim, da so to 2 dni, pa še štromarji, pa 3, pa še serviser od matične firme, da naredi zagon. To se pravi 4-5 delovnih dni, mislim, da je tako nekako. Sama peč stoji ob hiši, montirana tako, kot mora biti od objekta. Mislim, da pa ni moteče, sam dizajn mi je všeč in sploh ne vidim, da bi bil kakšen moteč segment. Pa tudi prednosti peči je, da so zelo tihe. Same peči, jaz osebno gor v objekt ne slišim, sosed se pa do zdaj tudi še ni pretožil. Prej sem imel 2 ogrevalne naprave, na kurilno olje pa na trda goriva. 2 peči. Tudi zato, ker je pri hiši delavnica mizarska. Zadeva je bila tudi dosti v redu, je bila malo kompatibilna. Če je bila kurilc delo, si mi je ta ventil zaprl in pa obratno, če sem zakuril na trda drva. Odkar pa imam toplotno črpalko, sem zadevo stroškovno prepolovil, pa nobenega dela ni. Čez poletje koliko je sanitarne vode, skoraj ni stroška, je minimizirano, čez zimo pa jasno, odvisno od kakšne so zunanje temperature. Za te peči Adapt ni bilo nič slabega za slišati, pohvalno. Zato nimam kakšne bojazni, da bi bili v mrzlem, recimo. Objekt ogrevamo, sanitarna voda. Fino je, ker se zadeva tudi preko aplikacije, preko telefona, zadeva lepo sledi tako v primeru kvar, v primeru delovanja ali spreminjanja parametrov same peči. Tudi če je kakšna težava, isto lahko preko tega medija se zadeva sanira. Servis nadaljavo je tako, sicer narediš, prvo treba kontakt vzpostaviti, pa imaš pa preko tega uporabniškega gesla in tako dostop. Takim je
vgradil zadevo in prav tako serviser iz matične tovarne, ne, tako da imajo lahko pol vpogled v samo delovanje naprave, ne, in lahko takoj diagnosticira napako, ve, zakaj se gre in pol vidi, a je potrebna akcija na terenu, več ali manj lahko pa nadaljavo zadevo uredi. Vsaj tako sem jaz opazil oziroma imel izkušnjo. No. Lahko pa tudi sam sledim preko aplikacije, kaj se s pečjo dogaja. Tudi odziv zelo dober od teh, ki so mi pač inštalirali zadevo, ne. Ali pa serviser iz Kronoterma. Ne. Korektno, bi rekel. Zelo. Tudi ostalim, kateri imajo še željo po toplotni, pa da se še niso odločili, jaz osebno priporočam Kronoterm. Kronoterm, nimam nobenih zadržkov. Fino, dizajnersko v redu, tiha črpalka, zadeva funkcionira. Tudi žena, ki so bolj občutljive na te temperature, zaenkrat ni nobenih pripomb, ne. To se pravi, sem v varnih vodah.